Torej, lepo pozdravljeni še enkrat in dobrodošli na najino prvo online novinarsko konferenco, ki so jo tokrat Sanja v bistvu pripravili prav za vas ekskluzivno. In to je pravzaprav prva javna predstavitev nove knjige Sanje Lončar, Naravne rešitve za težave z virusi. Upam, da je večina vas knjigo že prejela, tisti, ki jo še niste, jo pa boste ta teden. In kot verjetno sami slutite na osnovi naslova, gre za zelo pomemben projekt in košček informacij, ki nam dejansko v trenutni situaciji najbolj primanjkuje. In zato si res srčno želimo, da čim več ljudi spozna v bistvu, kakšne rešitve so na voljo in da bodo z vašo pomočjo te informacije dosegle čim širši krog ljudi. Želim vam čim bolj popolno doživetje ob prijetnem, koristnem pogovoru s Sanjo, ki je avtorica knjige, urednica in vodja informacijskega središča za zdravje.net, ki je naš največji nevladni projekt, ki že 16 let raziskuje in posreduje naravne rešitve za številne težave, s katerimi se ljudje danes soočamo. Draga Sanja, ob tem bi se tudi še tebi enkrat zahvalila za zaupanje in priložnost, da se o virusu lahko tudi drugače pogovarjamo, in se prav veselim, da bomo danes na to perečo tematiko pogledali iz čisto ene druge perspektive, ki nas na nek način tudi lahko obedini v iskanju rešitev na človeku najbolj prijazen in naraven način. Zdaj pa ne vem, če bi želela mogoče še ti kakšen stavek uvodoma povedati ali gremo kar na vprašanja. Mogoče boljše, da gremo kar na vprašanja, ker če prevzamem besedo, me boš težko ustavila. Torej, moje prvo vprašanje je, kakšna je moč naravnih rešitev, ko gre za viruse? Ja, mogoče se nam zdi, da so virusi nekaj, kar je novega in na kar se ne spoznamo, ampak rastline se odlično spoznajo na viruse, spoznavale so se z njimi že milijone let, torej bistveno dlje kot naša kratka pamet sega, in skozi milijone let so rastline tudi razvile zelo učinkovite in, kar je še bolj pomembno, varne strategije, kako onesposobijo in zajezijo virus. Torej, tle ne gre za kakšne zelo hitre rešitve, ampak ravno v tem se mi zdi, to je zakaj ja naravi vedno bolj zaupam, ker spoznaš, s kakšno inteligenco in s kakšno kompleksnostjo so se tega lotevali, ker virusi niso preprosta naloga. Sicer znanost se še ne more zediniti, a so sploh bitja, ker morajo koristiti našo celico, da bi se sploh replicirali, ampak težava je, da bakterijo lahko uničiš, ker jo vidiš in ker jo lahko se jo lotiš, virus pa je neživa snov, dok ne postane del naše celice, potem pa moraš uničiti celico, da bi uničil virus, in zaradi tega so vse protivirusne rešitve, do katerih se je človek dokopal, v osnovi zelo tvegane. In tudi večina niti ni tako dobro delujočih, in ko to primerjamo, posebej, če se boste v knjigo poglabljali, nekatere rastline, denimo, dobesedno pometejo z našimi sinteznimi, do sedaj poznanimi pripravki. Ko so testirali denimo ameriški slamnik, seveda mišljenje cela rastlina, pravilno narejen alkoholni izvleček, v primerjavi denimo s Tamiflujem ali z drugimi učinkovinami, in seveda superiorno je odnesla naravna rešitev. Torej, mogoče sintezne rešitve imajo boljši marketing, ampak narava pa ima stvarne moči, in v tej knjigi smo se fokusirali, torej ne na predpostavke, ampak želeli smo preveriti predvsem, kaj je to, kar dokazano vemo, kaj je tisto, kar znanost tudi ve, in kaj nam lahko v tej situaciji pomaga iskati rešitve, ne glede na to, a verjamemo ali ne verjamemo v virus, ne glede na to, ali smo se cepili ali se ne mislimo cepiti. Vsak od nas si želi predvsem ostati zdrav, in mislim, da to lahko zelo pomaga. Če dovoliš, bom samo na kratko pokazala to, kar je res, to ni od nikjer prepisano, to je korona kriza mi je pomagala, da si končno vzamem za en knjižni projekt toliko časa, kot sem si ga vedno želela, torej hvala koroni, in med ostalim, ko sem res sistematično pregledala vse, kar mednarodno uveljavljene baze znanstvenih del omogočajo, smo prišli do te tabele 55 rastlin z dokazanimi protivirusnimi delovanji, in med ostalim so tudi napisani na
točno na katerih sevih virusov je kaj testirano, in zdaj ne bom listala vseh strani, ampak kar hočem pokazati, 55 jih je, ki delujejo dokazano protivirusno, od tega pa imamo 11 takih, za katere je že potrjeno, da so zelo učinkovite tudi za koronaviruse. Zdaj, glede na to, da ko te nove različice koronavirusov v osnovi imajo vse iste značilnosti drugih koronavirusov, kapsulirani, podobno se odzivajo, lahko sklepamo, da to, kar že vemo, že zelo pomaga. To poletje pa je potekalo tudi veliko raziskav že na CoV-SARS-2 virusu in nekateri naravni pripravki so tudi tle se pokazali za zelo učinkovite. Torej, treba je preprosto to vedeti. Samo še trenutek. Renata se nam bo pridružila. Rastlin je torej očitno zelo veliko, vendar ko pišeš, ni vsaka za vsakega in za vsako situacijo. In ne vem, če pogledamo to na primeru prehladov, navidezno podobna težava, pa očitno, ne vem, o njej premalo vemo. Lahko to malo bolj pojasniš, prosim? Ja, prehladi se nam nikoli niso zdeli kot neka velika tema, zato ker včasih je veljalo, če ga zdraviš, traja 7 dni, če ga ne zdraviš, traja teden dni. Ampak tisto, kar smo mi v projektu Skupaj za zdravje opozarjali že zadnjih 10 let, je, da so ravno prehladi ponavadi seme, iz katerega zraste, mali princ bi rekel, baobab, ker če jih zavozimo, če jih napačno tretiramo in če ne znamo z njimi pravilno ravnati, potem pa hudič dobi mlade in potem se prehladi prelevijo v pljučnice, bronhitise in kakšne kronične zadeve, ki potem terjajo veliko težjo artilerijo in zelo ošibijo telo. Tako da mi smo že dolga leta nazaj pisali naravne rešitve z antibiotike, potem pa smo pisali vojno ali mir z bakterijami. Res pa priznam, da tudi ko sem pisala prve ščepce, ko smo študirali vse te znanstvene raziskave, se tudi nam indikacija prehladi oziroma respiratorni virusi ni zdela tako strašno pomembna in smo več pozornosti takrat namenili, ne vem, raku pa takim diagnozam, ker začimnice pomagajo. Zdaj pa smo šli še enkrat skozi narediti domačo nalogo in ugotavljati, kako točno zdravilne rastline delujejo prav na respiratorne viruse. Ta novi virus, ki sicer ni tako nevaren, kot nam ga poskušajo predstaviti, še Svetovna zdravstvena organizacija uradno izjavlja, da je umrljivost daleč pod 1%, tudi način, da zdaj ne odpiramo temu, ki verjetno vsi, ki ste zdaj prisotni, že spremljate ena in druga mnenja. Definitivno pa je zadeva, s katero se cel svet ukvarja in naša želja je bila, da temu damo doprinos s tistim, kar najbolj poznamo, s tistim, kar mi je najbolj pri srcu in tisto, kar sem na svojem telesu že tolikokrat preverila, kako z naravnimi pripravki zajezimo ali ustavimo in omejimo številne virusne težave. Ko gre za virusna obolenja, kaj v bistvu lahko storimo sploh, da do okužbe sploh ne pride, ali se lotimo te težave šele takrat, ko smo okuženi? No, kar srečujem že 15 let, ker predavam zelo veliko imunskem sistemu in vidim, da ljudje vse, kar sliši na imunost, spravijo v isto vrečo in ne razlikujejo med strategijami. Torej, zamislite si, da zdaj v strahu, da vas nekdo ne bo napadel, že začnete takoj, ne vem, pokati z orožjem okrog. To je povsem nesmisleno. In na enak način je tudi strategija imunske obrambe tako umetnost vojevanja, bi rekel Lao Tse. Torej, čisto drugače se pripravljamo, ko je stvar nekje daleč, torej, ne vem, vemo, da obstaja neki virus, vemo, da se začenja obdobje prehladov, vemo, da, ne vem, gripa razsaja, ampak še jo nimamo. Takrat je nesmiselno uporabljati snovi, ki
našim notranjim vojakom vsak dan delajo preplah, ker veste, tretji dan, ko boste razglasili preplah, ne bojo več reagirali, ker bojo rekli, da je to lažni preplah. Torej, ukrepi, dok je težava še nekje šele na obzorju, so takšni, da se reorganiziramo, da preverimo, kako celoten sistem deluje, torej, takrat lahko reorganiziramo svoje vojake, specializiramo jih in podobno. Takrat, ko pa že vaši sosede, kolegi, ne vem, starši, domači in ostali malo šmrkajo, kihajo, takrat je čas, da mi malo, zdaj smo se s temi semaforji naučili, da stopimo v oranžno fazo in da smo malo bolj pozorni, kaj se dogaja. Predvsem takrat damo tako dvojno bodečo mrežo čez lastne sluznice, ker vidite, vsi tam se virusi tako s krempljički primejo in če jih mi znamo pospraviti, še preden se oni utrdijo na naših sluznicah, potem pa preprosto z njimi ne bomo imeli opravka. Torej, morate vedeti, virusi imajo svoje šibke točke, tudi če so, ne vem, uspeli narediti ne vem kakšno mutacijo, dok so kapsulirani in dok prihajajo, se jim skoraj da ne morete izogniti, prej ali slej bomo mi že stopili na kakšnega, ali ga vdihnili, ali ga pojedli, ampak šibka točka vsakega virusa je trenutek, ko mora zapustiti svoje taksi vozilo, to je ta kapsulirana oblika, in peš priti in poskušati prebiti vaša vrata. Torej, tam, kjer on gre čez cesto, od taksi vozila do naših vrat, je najbolj ranljiv in zaradi tega so tudi naši predniki vedeli, da ga je tam treba pobrati, da je to točka, ta zunanje linije obrambe, to so naše sluznice, je zato dobro varovati. Sicer medicina ni prišla dlje, kot da nam razlaga, da moramo nositi maske in se držati čim dlje stran, da te aerosole ne zanesemo na sluznice, ampak obstaja še tisoč in ena stvar, ki jo lahko naredimo in marsikaj od tega je še bolj učinkovito, kot da bi nosili maske, ki jih valjamo po žepih in nameščamo, ne vem, vsakič, ko stopamo v kakšno trgovino. No, potem pa pride še tiste tretje faze, ko tudi vse ni izgubljeno, ko imamo že kaj na sluznicah, torej to moram res povedati in to tudi stroka pove, samo stroko se ne sliši, ker je ugrabljena od strani politike in financ, to, da ti imaš nekaj na sluznicah, sploh ne pomeni, da boš od tega zbolel. Torej tudi PCR test ni diagnostična metoda, to še Svetovna zdravstvena organizacija trdi, ampak veste, če nekaj ponavljaš tolikokrat, se prime kot resnica in pomembno je vedeti, da tudi če bi res dobili kakšen pozitiven izid, to sploh ne pomeni, da se bo v našem telesu nekaj zares razvilo. In vsak virus potrebuje določeni čas, da se dovolj replicira, da začne delati težave oziroma da izzove imunski sistem, da se začnejo simptomi in v tem času ni treba sedeti križem rok. Torej, meni je nešteto ljudi klicalo, sem bil, ne vem, pozitiven na testu, zdaj pa čakam, da vidim, a bom zbolel. Ja, nič čakati. Takrat v tej fazi lahko zelo veliko naredimo, da se stvar razširi ali da je v kali zatremo. Torej, za vsako od teh faz obstajajo ukrepi in ukrepi, ki so dobri, pravim, za eno fazo, so popolnoma neuporabni, recimo za tretjo fazo. Če se je nekaj že prebilo v naše celice, takrat potrebujemo rastline, ki so take, ki znajo igrati pressing, ki grejo dobesedno za virusom in ga v vseh fazah onemogočajo. Torej, takrat denimo, ne vem, mogoče bezgove jagode, ki delujejo fantastično na sluznici, takrat, ko je virus že se prebil v celice, potem pa damo prednost propolisu, ki je sposoben v vseh fazah replikacije virusa nagajati. Takrat damo prednost vitaminu C, vitaminu D, verjetno o tem bomo še kaj povedali. No, vse to sem te ravno hotela vprašati, skratka, hotela sem samo komentirati, da očitno moč imamo v svojih rokah, sam problem je v tem, ker nismo na nek način v stiku, da bi potem tudi primerno temu ukrepali in predvsem to, ko mislimo, da nimamo neke možnosti, pa v bistvu vedno so nam dostopne te rešitve, no. Torej, omenila si, Nič, povej. Omenila si torej ta vitamin C in D, o katerih se danes zelo veliko govori, pa bi te najprej vprašala za vitamin D, v bistvu, če lahko malo več o njemu poveš, saj v knjigi izvemo, da dejansko
zagotavljanje normalnega vitamina D zmanjša umrljivost zaradi covida za 17-krat. Ja, mene zelo zanima, ali so naši kolegi novinarji kje zasledili ta podatek, ker to ni noben New Age-evski ali alternativni podatek, to je podatek, ki je zapisan v uradnih smernicah, ki so ga pripravili naši najbolj vodilni strokovnjaki, Han in ne vem koliko še, in tudi analiza številnih študij, ki so zdaj v času covida delani, da skrajšam, mislim, v knjigi jih tudi imate v poglavju o vitaminu D, ampak da skrajšam, gre za to, da prvo se je začelo v Iranu. Tam veste, da imajo sankcije, da sploh niso niti mogli razmišljati, in bojo Američani ali kdo pustili do cepiva. In edino, kar so imeli, je, da so začeli s temi naravnimi pripravki. Tudi naravna medicina v Iranu je izjemno razvita in raziskana. Torej, to ni bil neko dejanje v obupu, ampak mislim, da so zelo dobro vedeli, kaj so počeli. In ko so sprejeli ljudje v bolnico, so jim takoj preverili nivo vitamina D, in posebej tistim, ki so imeli zelo hude zaplete, so takoj probali manko vitamina D odpraviti in spraviti situacijo v telesu, torej koncentracijo vitamina D v plazmi na normalen nivo. Torej ne govorimo o nobenih ekstremnih odmerkih, recimo pri vitaminu C se govori o nekih strašansko ekstremnih intravenoznih odmerkih, ampak pri vitaminu D govorimo o čist osnovnem doseganju tistega priporočenega minimuma, ki je sicer mogoče še preveč nizko, ampak že ko so to dosegli, so razpolovili število umrlih na intenzivnih oddelkih. Potem so po tem priporočilu začeli delati tudi v Španiji, na Nizozemskem, in če boste brali, boste videli, v številnih bolnicah so res pacienta, ne pa smernice, dali na prvo mesto. In analiza vseh teh uspehov je pokazala, da vitamin D zmanjša nevarnost umrljivosti za 15-krat, v nekaterih primerih do 17-krat. Veste, kaj to pomeni? Res, cepivo bo moralo biti zelo, zelo dobro, da umrljivost zmanjša za 17-krat, ob tem pa bomo šele čez lepo število let videli, po kakšni ceni, mislim, na kolateralno škodo in morebitne stranske učinke, ki se bojo še pojavljali. Pri vitaminu D pa vemo, da ob pravilnem jemanju stranskih učinkov ne bo in da ob tem celo bomo vrsto drugih potencialnih težav odpravili. Torej, vsakič, ko nam nekdo omeni pandemijo, bi nam moral prvo omeniti kot prvi ukrep vitamin D. V novih smernicah, ki so jih, pravim, tudi ti naši strokovnjaki podali, ta dokument je na voljo tudi na portalu Zdravniške zbornice Slovenije, torej nova priporočila glede doziranja vitamina D kot prevencije pri covidu so zelo jasno, je cela dokumentacija, vse raziskave so in priporočeni odmerki so. Edino, kot vidite, nisem o tem nič poslušala v naših glavnih informativnih oddajah. Ampak Sanja, koliko vitamina D3 pravzaprav sploh potrebujemo in kako ocenimo zalogo vitamina v telesu ter kako ohranimo zaloge z minimalnim vnosom? Ja, tako je. Edini varni, zares varni vitamin D, ki ga lahko skladiščimo v telesu, je tisti, ki ga dobimo s pretvorbo v lastnem telesu. Torej, UV žarki v kombinaciji z našim holesterolom ustvarjajo obliko D3, ki se lahko shranjuje v jetrih, in to je potem ta naša shrambica, iz katere bomo hrustali čez zimo. Vse ostalo je zelo nevarno kopičiti. Seveda, obstaja veliko odtenkov, tudi ko gre za pripravke, torej, če že nekaj uživamo, iščemo naravne oblike D3, ampak glede doziranja je pa tako, da je težko povedati, kaj je prava doza, zato ker so porabe v telesu zelo različne in tudi zaradi tega, ker je absorpcija v telesu zelo različna. Torej, če med obe zaužijeva po 2000 enot na dan, mogoče je to zame ravno prav, za tebe pa lahko premalo ali preveč. Ker veste, stres je tisti, ki kuri vitamin D, alkohol, vse obremenitve jeter, toksične obremenitve, nespanje oziroma neregularni ritem spanja. Torej, lahko obe uživava enako, ampak mogoče ja porabim 3-krat manj,
tvoje telo pa rabi 3-krat več in na koncu, ko bi nam pomerili krvno sliko, bi lahko ob enakem vnosu ugotovili, da ena ima pomanjkanje. Torej, če se odločimo jemati vitamin D v obliki pripravkov, če tudi so naravni, je dobro vsaj 2-krat na leto preveriti svoje zaloge in temu potem prilagajati odmerke. To pa, kar so zapisali v teh smernicah, pa je, da bi standardno osebe potrebovali okrog 2000 enot na dan, pri obolelih s covidom, ker je zelo zanimivo, korelacija med pomanjkanjem vitamina D in primerih, ki pridejo na covid oddelek, je skoraj 100-odstotna. V tistih bolnicah, kjer so to preverjali. Torej, mogoče bomo enega dne, tako kot smo se za skorbut učili, da so ljudje umirali od skorbuta in misli, kakšna hudičeva bolezen je to, potem pa so odkrili, da rabijo samo malo več sveže zelenjave in vloženih vršičkov nositi na ladje in se stvar rešila z vitaminom C. Mogoče čez 10 let ali 50 let se bojo naši otroci v nekih šolah smejali, kaj vse smo mi zagnali v času covid histerije, če lahko to rečem, pa mogoče nismo odkrili, da bi stvar lahko uredili z vitaminom D. Ne rečem, da je vitamin D edina rešitev, ampak očitno je zelo mogočna rešitev in očitno zelo preslišana rešitev. In posebej zdaj, ko ga imamo obilo na voljo, je treba svetovati ljudem varno uživanje naravnega vitamina C. To pomeni, sonca se tudi ne smemo prenažreti, zato ker ga mora telo prebaviti. In šokantni odmerki, ko človeška ribica gre na morje in misli, da v 15 dneh lahko zaužije zalogo vitamina C za celo leto, so res škodljivi za telo, ampak če se vsak dan izpostavljamo kakšnih 15 minut ali ko malo naberemo podlage ali v varnih urah več, potem pa lepo, počasi regeneriramo telo, čistimo ga, ker vitamin D je zelo razstrupljevalen in hkrati nabiramo zalogo za zimo. Super, idealen čas za vitamin D. Idealen čas, škoda zamuditi, res. Zadnjih nekaj let se zelo veliko govori o vitaminu C, pa D, ki so ga že. In ponekod v svetu vem, da vitamin C uporabljajo ravno v teh velikih odmerkih, to, kar si tudi sama omenila prej. O tem piše tudi Ty Bollinger v knjigi Iskanje resnice o raku in v zelo priznani dokumentarni seriji The Truth About Cancer, ki sem jo tudi sama gledala in se navdušila z drugačnimi pristopi zdravnikov iz vzhodnih državah, kjer dejansko kombinirajo medicino z alternativo in je zelo uspešna metoda za zdravljenje raka. V knjigi Naravne rešitve za težave z virusi izvemo pa, da nam povišan vnos vitamina C lahko tudi škoduje. Torej, kdaj nam v resnici lahko pomaga ta večji odmerek vitamina C in kdaj nam škoduje? No, mogoče, da si vzamem 2 minute, da vsem razložim, kaj sploh vitamin C počne, da bi razumeli, zakaj ga rabimo, pa kako deluje. Vitamin C je nujen za tvorbo kolagenov, torej to je neka vrsta cementa, s katerimi mi tkiva zalimamo in sploh pomagamo telesu graditi nova tkiva. Torej, takrat, ko pride do kakšne obsežne poškodbe naših celic, se naša potreba po vitaminu C blazno poveča. Dokazali so tudi direktno povezavo vitamina C in dovzetnost naših pljuč na oksidativni stres. Torej, kaj je COVID, ko naenkrat iz naših pljuč nastane kaša, ker je citokinska nevihta ali oksidativni stres sprožijo, da so se pljuča pacientu dobesedno skoraj stopila. No, ugotovili so, da tle vitamin C ima zelo pomembno vlogo, ker ta mehka tkiva so seveda še bolj dovzetna na poškodbe in denimo posebej pri kadilcih ali pri ljudeh, ki nasploh doživljajo poškodbe dihal, vitamin C je direktno povezan s tem, koliko bojo dovzetni na prehlade, na gripe, na raka pljuč in podobno. Ampak, kot si sama omenila, v normalnih okoliščinah mi rabimo toliko vitamina C, koliko neka splošna vzdrževalna dela v telesu potrebujejo. Ko je v telesu preveč antioksidantov, oni začnejo delovati ravno v nasprotno smer in dr. Budvigova je opozarjala, da pretirani vnos antioksidantov lahko celo povzroči degenerativne spremembe. Ker mi tudi ne smemo čisto zavreti
nekatere procese v telesu. Ampak takrat, ko pa pride do neke poškodbe, takrat je pravi trenutek, da zelo, zelo povečamo odmerke. Še nekaj bi omenila, in tudi v knjigi je to zelo izčrpno napisano, zakaj ne smemo pretirane odmerke jemati tako na suho, preventivno. Kot prvo, vitamin C odlično zmanjšuje našo možnost, da bi zboleli, če ga nimamo dovolj. Torej, priti na normalo je zelo zaželeno, ampak čez normalo pa v osnovi telo takoj začne splakovati vse, kar se v enem trenutku ni uporabilo, in mi smo kot en tak pretočni bojler, kar ne uporabimo, takoj splaknemo in s tem zelo obremenjujemo ledvica. Torej, dokazana je povezava, da če imamo presežek vitamina C, je večja verjetnost, da si bomo celo tvorili kakšne oksalatne kamne in celo, da bomo pospešeno izpirali z urinom tudi rudnine, kar ni zaželeno. Torej, fajn je, da mi spoznamo vitamin C, da imamo svoje vire pri roki, da ga zaužijemo dovolj v tisti prvi fazi, da pa v trenutku, ko se začne kakšen neželjeni proces, takrat vemo, kako povečati odmerke. Če dovoliš, bom samo na kratko pokazala, ker vidim, da so mnogi presenečeni, ko vidijo to našo tabelico. Mi smo res naredili v knjigi svojo analizo stvarnih virov vitamina C. Zakaj? Zato, ker seveda bralci za marsikaj od tega nikoli ne slišijo, zato, ker marsikaj ni komercialno zanimivo. Torej, mi slišimo, ne vem, za Camus in Acerolo, ki so res dobri viri, ampak poglejte, šipek kotira, mislim, skoraj da enako dobro, pa ga imamo brezplačno na razpolago, pa ga večina ljudi ne nabira, niti ga ne vedo pravilno uporabiti. Poglejte, kje so limone, tam nekje na 35. mestu, vmes, zdaj tisti, ki berete, barvna koda je tisto, kar nam je na razpolago spomladi, smo pobarvali zeleno, tisto, kar je na voljo čez poletje, je oranžno, ostalo pa je na voljo zimi. Torej, če malo pogledamo ta seznam in če najdemo dobre načine, kako shraniti to, kar narava spomladi ali čez poletje ponuja, verjamem, da nobenemu ne bi bilo potrebno kupovati dodatne vitamine C, posebej pa ne sintezni askorbinska kislina, ki se pridobiva, ne vem, s tuši acetonov v niklijevem katalizatorju, lepo prosim. Tako da več vemo, bolj smo zavarovani in Slovenija ponuja zeliščarska nebesa dobesedno, in če znamo nabrati smrekove vršičke, borove vršičke, ruševje, torej, evo, tudi zdaj, ko se o tem pogovarjamo, še nismo prepozni, ker v Sloveniji imamo še 3D možnost, torej, kdor je zamudil v nižini, se naj odpravi na 1500 metrov in bo ugotovil, da je to še vedno na voljo. To je res privilegij. Tega privilegija nisem imela, ko sem živela v New Yorku, pa Milanu ali Beogradu. Zaradi tega sem resnično hvaležna, da tle imamo to možnost, in če jo ne izkoristimo, je to samo po naši nespameti. Sanja, hvala za tale izčrpen odgovor in tudi za prejšnjo tabelico, ker smo lahko pogledali v bistvu, kje so brezplačni viri vitamina C. Mogoče vseeno, če nam samo povzameš, kateri so najbolj učinkoviti, iz te tabelice, ki si nam jo predstavlja, Katera oblika absorbacije vitamina C je najbolj učinkovita? Naravni vitamini so vedno veliko bolj učinkoviti od sinteznih, zaradi tega, ker nikoli ne pridejo kot izolirana učinkovina. Torej, vedno pridejo v paketu še z drugimi bioflavoni, razno raznimi antioksidanti, ki delujejo kot eni telesni stražarji. Oziroma, ena molekula vitamina C zmore narediti, to so znanstveniki ugotavljali, celo 6-krat več, če je prišla v paketu, torej če uživamo v obliki sadja ali v obliki zelišča, če pa je to izolirana snov, potem je pa takoj, ko pride v spopad s kakšnim oksidativnim, torej s kakšnim prostim radikalom, lahko podleže. Zaradi tega je v osnovi vse, kar ste na hitro pogledali v tej tabeli, bi morali še pomnožiti.
ampak ker ne more matematično to izračunati, potem pa imate v tabeli tako, koliko gramov bi morali zaužiti na dan, da zadostimo tem potrebam po vnosu, ampak verjemite mi, te potrebe so bistveno manjše. To, česa se večina ljudi ne zaveda, je, da so zelišča čudoviti viri, recimo, evo, če me vprašaš, kaj sem delala včeraj ob 10, nabrala sem že zjutraj milijon zelišč, ampak cel dan sem jih potem predelovala in drobnjakovega pesta sem naredila 20 kozarčkov, ker vsak ta drobnjakov pesto, en mali kozarček vsebuje več kot gajbica jabolk po zimi. Torej, ko bomo mi to hrustali po zimi, to je super živilo. Žlička domačega pesta, prav drobnjak je izrazito dober vir vitamina C, tudi peteršilj sem delala včeraj pesta, peteršilj je tudi veliko boljši od limon. In če to znamo pravilno shraniti, da te rastline ne utrpijo izgube, potem pa si lahko čisto vsak naredi svoje prehranska dopolnila za dolgo zimo, ki še pride. No, se ravno to sem te hotela zdaj naprej vprašati, ampak glede drobnjaka sem se spomnila, da jaz sem ga imela na balkonu, pa mi ga je mačka pojedla. Cel drobnjak je mačka pojedla. Mačka ve, kaj je dobro, ja. Ja. Torej, v knjigi razlagaš, da odvisno od načina priprave lahko naš pripravek izgubi tudi 90% moči. To se mi zdi zelo pomembno in zagotovo nas vse zanima, kako narediti torej takšne, ki bodo imeli 100% moč. Kaj moramo vedeti, da naredimo takšne, ki bodo zares učinkovali, ki jo bomo potrebovali, in seveda posebej pa opozarjaš tudi na sirupe, ki jih ponavadi delamo s sladkorjem na soncu. Zakaj ta metoda mogoče ni tako primerna kot neka druga? No, če nam lahko malo o tem poveš, o načinu priprava. No, začnimo od tega zadnjega. Zdaj, ko grem, vidim na oknih, tako se sončijo vršički, pa me kar duša boli. Pa mi moj dragi reče, pa ne moreš vsakemu trkati na vrata, pa mu razlagati, naj to umakne z okenske police. Res je. Tudi ko v trgovini vidim, kad ljudje kupujejo, me kar zaboli, pa on tudi reče, a boš delala, a boš samo kupila, kaj rabimo. Tako da, evo, ko napišem knjigo, potem pa upam, da to seme bo prišlo do ljudi in da če se že toliko trudimo, veste, koliko napora je potrebno, da nabereš material za 1 liter sirupa in potem res vse to zavozimo, ker zelo občutljiv, vitamin C je zelo občutljiv na 2 stvari, na svetlobo in na toploto. Torej, svetloba ga dobesedno razkroji, mi pa menimo, da ko so ti obšlesani vršički, da je takrat pa smo mi dobili v pripravek to, kar smo si želeli. Ne, takrat smo ravno kar zgubili. No, in podobno velja za toploto, torej mi toploto potrebujemo zato, da stopimo sladkor, ampak sladkor je sploh eno najbolj neustreznih topil za zdravilne izvlečke. Če bi Hildegarda zdaj bila na naši tiskovni konferenci ali ko bi videla, kaj ljudje počnejo, ja ne vem, če bi Bogareva to preživela, ker v času, ko je ta velika modrost teh starih zeliščarjev in zdravilcem bila zapisana, ni obstajal sladkor kot prvo in na misel jim ne bi prišlo, da ga uporabijo tudi, če bi zanj vedeli. Torej, sladkor mi zdaj jemljemo kot malo bolj poceni in različico medu, ki so ga oni uporabljali. Ampak gre za 2 povsem različne zadeve. Torej, ko ljudje recimo vložijo regradove cvetove v sladkorju ali delajo sirupe zdaj z meliso ali z bezgom, sladkor že sam po sebi zavira normalno delovanje imunskega sistema. Torej, ko mi damo 2 žlički sladkorja v telo, mi dobesedno sabotiramo naše bele krvničke, da ne morejo laufati za tistim, kar hočemo izgnati iz telesa. Sami sebi mečemo polena pod noge. Druga pomembna zadeva je, da sladkor zavira regeneracijo. Mi pa v času, ko se nas nekaj loteva, rabimo vse moči regeneracije kar dodatno pospešiti. Tretji problem je v tem, da sladkor iritira naše sluznice, med pa jih celi, zdravi in celo sam deluje protimikrobno. In kar je četrtega, med deluje tudi s fermenti. V medu, če je kakovosten, obstaja
13 ali 15 fermentov, ki zelišče fermentirajo in dobesedno ga, tako kot nogavico, ga obrnejo, odprejo ga, nevtralizirajo fitinsko, oksalno kislino, te snovi, ki nam onemogočajo, da bi mi prišli do tistih najbolj zdravilnih učinkovin. Torej, nam postane v medu biorazpoložljivo vse, kar je rastlina ponudila, sfermentiramo tisto, kar nas moti, in še naše zelišče dobi močnega zaveznika v obliki medu, ker skupaj delujeta zelo sinergijsko, to Ajurveda prav medu priznava, med in ghee omogočata, da se pomnožijo moči zdravilnih učinkovin. Torej, če se že grem potruditi, nabrati najboljše možne vršičke ali kaj drugega, potem pa ne bom to zapacala s sladkorjem, to potem vložim v medu in to v dobrem, kakovostnem, čim bolj suhem medu, in to potem ni treba izpostavljati ne svetlobi, ne toploti, ker med ima svoje mišice in sploh ne potrebuje toploto. Torej, to sem držim na kuhinjski polički in obračam. Torej, vsakeč, ko grem mimo, 1, 2, 3 na dan ga obrnem, da se vse skupaj lepo premeša. In med, kot boste videli, če boste delali z medom, to svojo nalogo, da naredi odličen izvleček, opravi bistveno hitreje kot sladkor, torej že v 2 tednih imamo vse super narejeno. To je glede tega. Kaj si mi pa še vprašala pred tem? Vprašala sem v bistvu nasplošno, tako, kakšne usmeritve, kako nasplošno pri teh pripravkih dobiti 100% moč, kako v bistvu preprečiti to izgubo moči pri pripravkih. No, en od zelo dobrih načinov vlaganja vseh rastlin, recimo omenjali sva ta drobnjak. Drobnjak je res izjemno dober vir vitamina C, mangana, magnezija, kalcija, nasploh. Vsi, ki spremljate moje delo, veste, da sem ja ambasadorka aromatičnih rastlin ali po domače zelišč in začimbnic. To shraniti ne smemo v skrini, ki je kontraindicirana na vse, kar ima eterično olje. Torej, eterično olje je shranjeno sonce, mi pa to damo na led. Mislim, ne gre. Preprosto tudi kvantni fiziki so ugotovili, da dobimo lepo truplo, brez biofotonov. To pa, kar bo držalo naše celice v kondiciji, to, kar bo našo frekvenco celic držalo na optimumu, pa so prav biofotoni. Biofotone torej ne moremo shraniti v skrini, lahko jih pa shranimo v medijih, ki rezonirajo svetlobo. Torej, lahko v soli in v olju. To sta 2 medija, v katerih lahko shraniš zelišče skoraj z ničelnimi izgubami. Zaradi tega sem se zelo poglobila v izdelavo pest, ampak ne tistih kulinaričnih, gurmanskih, ki sem lepo izgledajo, ampak takih pest, ki so lahko trajna, presna pesta, ker lahko zdaj vložimo zelišče in ostanejo takšna leto in več. Dajva se dotaknem še bezgovih jagod. V knjigi me v bistvu res presenetilo, kakšno moč imajo te jagode, in glede na to, da v Sloveniji tudi ta rastlina raste v izobilju, le da jo očitno ne znamo uporabljati. Na kaj moramo biti pozorni, če želimo, da bezeg pomete z virusi v našem telesu? Prvo moramo razlikovati, kaj lahko naredi bezgov cvet in kaj lahko naredijo bezgove jagode. Torej, tako nekako, tako se prekrivajo. En del lastnosti jim je podoben, v enem delu pa se res razlikujejo. Torej, bezgovo cvetje je odlično, če želimo hladiti telo, če želimo pospešiti respiracijo, potenje, je zelo očiščevalno in tudi za dihala seveda zelo blagodejno, ampak bezgove cvetove uporabljamo recimo zdaj poleti kot limonada iz neprekuhanih cvetov, je zelo osvežilna za telo, naš termostat uravnava. Če pa imamo vročino, potem pa bezgovi cvetovi pridejo v tisti fazi, ko je vročina že naredila domačo nalogo, ko je torej vročina že skurila viruse in jih zdaj mora limfa spraviti po bližnjici ven iz telesa. Torej, ne smemo bezgov čaj piti zato, da se začnemo potiti, ker telo rabi preprosto zdenstati, pasterizirati te viruse in na ta način onemogoča repliciranje.
In mi moramo počakati, torej na začetku, če hočemo telesu pomagati z ogrevanjem, pijemo lipo, ingver, klinčke, da se čim prej segrejemo, in šele, ko telo začne odpirati pore in te smeti splakovati ven, potem mi pomagamo in splakujemo z bezgovim čajem, ki ga pijemo mlačnega, ne vročega. Veste, vrag se res skriva v detajlih. Ko se poglobiš vsako rastlino, ugotoviš, da je res večina ljudi uporablja tako nasploh in potem rečejo, te naravne medicine ni prav veliko učinka. Ja, ne more biti, če naredimo 90% stvari narobe. No, bezgove jagode so pa še bolj delikatne. Po eni strani vsebujejo zelo veliko aktivnih učinkovin, ki dobesedno se obesijo na virus, kot bi mu kamne dali v žepe in ga na ta način potrgajo dol z naših sluznic. Ravno ta trpkost obloži naše sluznice kot teflon. Glejte, pri ženskah, ki imajo težave z mehurjem, se ve, da brusnica to naredi v našem mehurju. Torej naredi eno teflonsko oblogo, po kateri spolzijo eširihje koli dol. No, ko gre za naše sluznice dihal, podobno naredijo bezgove jagode. Torej, delujejo, da onemogočajo oprejemanje virusa na naše sluznice. In glede tega, če boste brali v knjigi, boste videli tudi znanstvene ugotovitve so, da to bezeg počne veliko bolj učinkovito od sinteznih snovi, ki so nam na razpolago. Torej, meni sploh ne zanima debata, je kakšno protivirusno zdravilo učinkovito ali ne. Če sem že prebrala toliko študij, da so bezgove jagode še bolj učinkovite od teh zdravil, potem se bom posvetila temu, kako bo naš sirup iz bezgovih jagod najboljši možen. Bezeg je tudi zelo učinkovit v tisti tretji fazi, torej če se virus že prebije skozi in če začne ustvarjati to, kar strokovnjaki imenujejo citokinska nevihta, ta pretirani odziv telesa, tudi takrat to miri in celo Svetovna zdravstvena organizacija mu priznava, da bi si lahko z njim pomagali do manjše porabe antibiotikov, ker kriza z bakterijami šele pride. Virusi so manjši problem. No, kako se pa tega lotiti? Na spletu milijon in en recept. Res. A je to treba kuhati, a je treba stisniti sok, pa potem dati v pečico. Eni kuhajo 2 dni, eni kuhajo 2 minute, eni delajo presno, ker je moderno vse delati presno. No, jaz že nekaj let poskušam priti do res kakšnih tehtnih ugotovitev, ne tega, naredil sem pa se mi ni pokvarilo, to ne pomeni, da si naredil nekaj dobrega. In naša Mateja Senica dejansko doktorsko disertacijo je naredila na to temo in zelo sem ji hvaležna in tudi strinjala se, da to njen rad predstavimo v knjigi. Šli so natančno preveriti vse te recepture, ki so nekako pri nas tradicionalno prisotne, torej liker, sok, terjak, marmelada in sušeno in podobno, in so povsod merili, koliko noter ostane kakovostnih snovi in koliko ostane zelo nevarnih glikozidov. Torej, te snovi, cianogeni glikozidi, so za naše jedra res strup in njih moramo s termično obdelavo zmanjšati. Ampak koliko mi to moramo zmanjšati, da po drugi strani ne uničimo še vse tisto dobro, kar je v bezgu. Torej, prišli so do sklepa, da presno nikakor. Nekako tradicionalna oblika terjaka, to pomeni zmeljemo, termično obdelujemo določen čas in potem šele scedimo, ta se je nekako izkazala za najboljšo in tista, ker se malo termično obdela, potem pa zalije z alkoholom. Natančni recepti so v knjigi in glede na to, da vsi, ki me poslušate, boste tudi knjigo dobili, vam res vas prosim, da če boste karkoli od tega objavite natančno, tako kot v knjigi piše, ker res bi radi ljudem postregli z preverjeno in varno informacijo. Bezeg, ja mislim, da raste čisto vsakega Slovenca kakšen, samo mu je treba priti s spoštovanjem, pa vedeti, kaj nabrati, pa kako to pripraviti in se bomo oborožili za vse, kar lahko pride. Prišli smo počasi že do konca in moje zadnje vprašanje v bistvu je, če so že zdaj vmes kaj pozabili povedati, katere so najbolj pogoste zmote pri uporabi, torej najmočnejših protivirusnih rastlin?
Mogoče bi, mislim, zmot je zelo veliko, polna knjiga je pravzaprav naših mojih, vedno rečem naših, zato ker veste, ta knjiga je moja avtorsko od začetka do konca, ampak nastala je kot delo cele ekipe, ki že leta in leta se mi nekako poglabljamo v to temo, zato tudi, mislim, nisem razdvojena ličnost, torej ne govorim si vi, ampak veliko nas je, ki smo tle pomagali. In res posebej sem hvaležna tudi vsem tem strokovnjakom, ki nam stojijo ob strani, mnogi sploh ne želijo biti imenovani, ampak zelo pomagajo, da so potem naše knjige tudi strokovno, zelo tehtne, botanično preverjene, mikrobiološko in tako naprej. Da ne mislite, da moja glava vse to prenese, je preprosto samo z veseljem sodelujem z ljudmi. Ampak tisto, kar bi rada poudarila in prosim tudi vas, da če zmorete, dajte tudi o tem ozaveščati. Naši predniki so odlično poznali rastline, ki zagotavljajo zdravilne sluzi. In to je idealna prva linija obrambe, ne glede na to, a virus bo alfa, beta, gama, ne vem, x, y, z, karkoli, povsod, če ti mehansko obvaruješ sluznico, si rešijo problem. In včasih so te sluzi bile zelo, zelo modro uporabljane, torej slezi, slezenovci, malve, rožljini, potem vse, kar imamo islandskega lišaja, tudi druge oblike lišajev, korenine sleza, pa trpotec, seveda trpotec najpomembnejši, ko trpoca zdaj zmanjka, zdaj pride jetičnik. Torej, to je zaloga teh čudovitih sluzi, ki delujejo protivnetno, torej hkrati celijo naše sluznice, torej tudi če imamo kakšne težave na koži ali če otrok ima kakšne dermatitise in podobno, so sluzi vsestransko uporabne, ampak v večini naših knjig so napotki glede tega tako zelo čudni in zelo pogosto zasledimo, da se to dela kot poparek ali da se to prekuhava, kar je totalno narobe, ker večina teh sluzi je termolabilnih in takoj, ko jih pregrejemo, nekatere na 40, nekatere celo prinesejo 60, ampak takoj, ko jih mi poparimo, mi dobimo škrob. Nekaj si me pritisnila. A sem se slišala? Ja, zdaj. Zdravilne polisaharide mi z vročino uničimo in potem vse te njihove zdravilne učinke preprosto ne dobimo. Potem na sluznice nanesemo malo pudinga, ker smo samo škrobe skuhali. In zelo pomembno je, da se ljudje naučijo pravilno delati te sirupe ali vodne izvlečke, tudi pravilno to uporabljati, ker sluzi se sperejo. Takrat, ko mi požiramo, na naših sapnikih ne ostajajo dolg in če hočemo, da res pomagajo, rabijo malo večjo frekvenco vnosa. Torej, vse to smo probali zelo natančno napisati, zdaj pa kdor želi, bo prebral. Ja, jaz si želim, da bi vsi to prebrali, ker se mi zdi, da je odlična popotnica za nas in za vse prihodnje generacije, da v bistvu skozi imamo v spominu to zavest v bistvu naši povezanosti z naravo, ker to nam je najbolj dostopno, je najbolj naravno in v bistvu kaže na to, kako smo vsi povezani. Tako da je najbolj varna uporaba v bistvu. V bistvu, kar se tiče mojih vprašanj, sem jaz zaključila, zdaj pa vabim spoštovane novinarke, ki so same dame danes z nami, da mogoče zastavijo kakšno vprašanje, če se vam je kaj vmes porodilo. Lahko se samo unmutate na mikrofončku in pol imate priložnost. Drugače, po tem pogovoru, torej ko zaključimo tole srečanje, boste dobili še follow-up z moje strani. Sanja je pripravila v bistvu novinarsko mapo na nek način, tako da boste dobili informacije, najbolj osnovne informacije o avtorici, o knjigi in v bistvu 13 odgovorov na najbolj aktualna vprašanja glede na tematiko, o kateri smo se danes pogovarjali, tudi slikovno gradivo, tako da bomo na vezi, če boste še kaj drugega potrebovali, da bi napisali kakšen